ne, ampak januarsko, ne, ponedeljek se začne v tednu, ampak januar se začne v letu. Skratka, po januarskem predavanju posvečenem Prvi svetovni vojni se danes vračamo nekoliko bolj nazaj v preteklost in sicer v 17., 18. in prvih 15 let 19. stoletja. Že prejšnjič je skušal predavatelj v ospredje postaviti posameznika in podobno bo danes. Govor bo o kmetih, konkretno o predavateljih prednikih. Kar je zelo dragoceno, namreč danes celo poklicni zgodovinarji na kmete neredko gledajo kot na neko brezoblično maso, kot na nek brezoblični stan, čeprav vemo, da so imeli zelo različne življenjske usode in s tem tudi različni življenjski oziroma stopnji in tudi posledično socialni položaj, da so tudi lahko spreminjali. Naš današnji predavatelj je magistrant z področja farmacije, ampak že skoraj 4 leta zahaja v naš arhiv in v druge ustanove, tu in v tujini, raziskuje temo, o kateri bo danes govoril. Tako da smo zelo veseli našega sodelovanja, kot tudi tega, da je sprejel nelahek izziv, da javno predstavi svoje izsledke v okviru naših predavanj. Hvala za predstavitev. Vsi lepo pozdravljeni, prijatelji, sorodniki, kolegi. Danes bom poskusil narediti, to bo poskus, da dam kmetu mesto, ki mu prepada. Na nek način sem črpal navdih tudi iz Valvazorja, ki je prvi, po mojem prepričanju, kmetu dal tisto, kar je bilo prej verjetno ni bilo zapisano, potem pa se je tudi dolgo pozabljalo. Nekaj o motivaciji. Mene je motiviralo tako rodoslovje kot zgodovina, ampak sem hitro videl, da rodoslovje me bo omejevalo pri tem, oziroma mi bo odskočna deska oziroma začetek pri raziskavi. Ker samo z rodoslovjem si nisem mogel priklicati v živo življenje kmeta. Mogel sem poznati oziroma preverjati različne vire in šele na podlagi tega sem lahko naredil neke ugotovitve, šele po pregledu literature pa tudi neke zaključke, ki so bili vsaj na pol tehni. Moram še poudariti, da se zgodovino ukvarjam ljubiteljsko in vidim med vami kar nekaj zgodovinarjev, tako da bom zelo hvaležen za kakšne pripombe, pa vprašanje tudi. Tukaj imam napisan, vidite gor, jamranje. To je bilo meni neprecenljiva motivacija, ker so vsi starejši predniki, to je najbolj samo v mojem rodu, tako so jamranje. Kako je bilo hudo in težko. In kako so bili revni. Potem sem pa jaz dobil idejo, da bi to raziskal, če je bilo res tako, če so bili res tako revni, če je bilo samo to, če ni bilo več tako. In kmalu sem skozi vire spoznal, da je bilo še veliko drugega. Da nisem samo revščina in beda, da niso bili samo davki, stradanje, lakote in podobno. Zdaj, tukaj se postavlja vprašanje, če je ta kmetova čast in slava, če sta upravičeni. Jaz mislim, da sta in bom skušal to na nekaj primerih prikazati. Potem je pa to na vas, da se zadnji sklepi na vas. Naslednji motivator je bil tudi, so bili miti pa legende, ki so bile prisotne v družini. Vedno so neke zgodbe, ki krožijo in ki so brez dokazov. Nekatere je meni uspelo dokazati, nekatere obreči, druge pa ostajajo še vedno odprte. Genetika, na to sem pa šel bolj proti koncu raziskave. Opazil sem, da se nekatere genske bolezni sledijo, da jih slediti v začetek 19. stoletja. Potem pa od recimo konca 19. stoletja se jih pa lahko tudi preko ustnega izročila, pa vmes pa tudi po matičnih knjigah, še posebej po mrliških matičnih knjigah. Čeprav kot zgodovinarji vedo oziroma veste, da knjige matične mrliške so zelo nezanesljive, ker se tiče pojasnevanja vzrokov smrti, še posebej tiste v mojem primeru. Jaz sem raziskoval knjige predvsem z področja župnije Krka, Šentvid pri Stični, Žuženberg,
Šmarje Sap, pa še kakšna okoliška mogoče. Tam se nekako od 1810, včasih tudi malo prej, se pojavila večja doslednost pri zapisovanju vzrokov smrti. Ta zadnji motivator in najmočnejši je pa, da bi naredil iz kmeta kot skupine poskus nekak rekonstrukcije njegove osebnosti oziroma osebe. Ne? Ker kdor je bil že kdaj v arhivih ali pa je malce dlje brskal po arhivih, je lahko ugotovila ali pa ugotovil, da je vsaka kmetija različna. Tako po davkih, kot po recimo raznih stranskih zapisih v statusih animarov, desetinskih registrih in podobno. In je zelo težko, čeprav se to ves čas v zgodovini poskuša, neka posplošitev napraviti. Ne? Jaz sem nekako pogrešal individualne obravnave, zato sem se tudi tega lotil malo bolj podrobno. To je kmečka hiša, para, kajžerskega para na Sušici pri Muljavi. Iz tega para sem jaz izhajal. To je Sušica 17, to so v bistvu bili predniki od mojega deda in so bili zanimivi zaradi tega, ker so živeli v revščini in bedi. Ne? To je bilo še posebej zanimivo, ker sem pol jaz nekako raziskal, da ni bilo samo to, samo revščina in beda. Čeprav je res, da v času agrarne krize in tudi po njej, da je bila revščina in beda. Ne? Ta hiša dejansko je zanimiva tudi zaradi tega, ker jaz sem skušal ugotoviti starost hiše, kar je bil zelo zahteven projekt. Mi je pa pomagal pri tem skica, ki sem jo naredil s pomočjo informatorja, to je bil moj ded. In sva prišla do zaključka, da je bila hiša dejansko gruntarska hiša, zemljišče, po zemljišču je bila kmetija pa kajža. Ne? In to nekako potem sem jaz s pomočjo zadnji kamenček po mozaiku je bil virski zapisnik župnije Krka. Ne? Tam je bila potem neka opomba, ki je meni pomagala, da se je takrat kmetija začela deliti in potem razpadati. To je bilo v času ilirskih provinc. Se je začela zadeva kosati. In pa smo tako lahko postavim domnevo, ne? To ni dokaz, ampak samo domneva o starosti hiše. Zdaj pa mogoče v nekaterih izzivih pri tej raziskavi. Jaz sem šel pri tej raziskavi, sem skušal biti, kolikor se pač da celovit, kolikor mi je čas dopuščal, pa kolikor so mi veri dopuščali, pa tudi koliko so bili arhivi odprti, tudi to. In sem naletel na različne izzive. Največji izziv mi je bil denar. Denar v smislu denarnih enot v tistih časih. Tukaj govorimo o grobem od leta 1600, bolj se bom fokusiral na to obdobje, kot je že Julijana povedala, od leta 1600 pa do 1820. Ne? Prav do konca 18. stoletja so bile v uporabi krone, tudi srebrne krone, veneške krone. Čeprav jih v večini verov ni bilo več. Potem se pojavljali nemški toleri, pa standardna kranjska valuta krajca. Pisava je bila izziv, verjetno vsi veste, da, ali pa ne vsi, takrat je bila pisava po domače, bom povedal, nemška gotica, izraz ni točen, zgodovinsko točna, ampak nemška gotica večini pove, za kakšno pisavo gre. Ta pisava je v mnogih oblikah, vsak pisar je imel svojo obliko in je včasih kar trajalo, da sem dojel pisavo enega urbarja. Pa sem šel pa na drugega, pa je bila popolnoma druga pisava. Naslednji izziv so bile dajatve in davki. To je bil svojevrsten izziv, ker so dajatve bile različne ne samo od gospodstva do gospodstva, tisti je bilo še precej enotno, ampak so se razlikovali tudi poimensko. Druga imena za istovrstne dajatve. To ni nobena redkost. Ko sem raziskoval katastre, ker me je zanimalo, kakšna je bila kmetija, katere so bile parcele, kaj je ko raslo, kakšen je bil donos, sem naslednji izziv imena teh stavbnih stavb, oziroma stavb, kmetij,
gospodarskih poslopij, pa tudi zemljišč. Ne. Potem so pa še zadnje 3. Priimki je na primer čisto rodoslovni izziv in v eni vasi na primer je bil priimek Gregorič pri 10 hišah. Ne. Tukaj zelo težko človek sledi kmetijo, to praktično nemogoče. Kot vir sem uporabil tudi zemljiško knjigo. Zemljiška knjiga je bila v nekaterih primerih, kot bom še posnej pojasnil, zelo dragocen vir. Recimo pomagalo mi je razumeti, da je nekdo v institucionalnem varstvu, neka oseba, in je v zemljiški knjigi zapisana korist na ime te osebe. Zadnja zadeva je pa Huba. Huba je, če zelo poenostavim, Huba pomeni kmetijo, ampak to ni čistočno. Hube so bile odmerjene že precej prej, kakor je to obdobje, ki ga jaz danes obravnavam. Je pa zdaj v urbanih se šteje, pa tudi v zemljiških knjigah, recimo v prvi polovici 19. stoletja, se šteje kot Huba, po mojih izsledkih, kmetija, ki je velikosti 17 do 41 hektarjev. To je vse ena Huba v različnih delih. Naslednji izziv so vzroki smrti. Bolj novo je obdobje, bolj so bili župniki dosledni pri opisovanju vzrokov smrti. Tukaj sem naštel samo primere, sem jih kar prekopiral iz enega mojega daljšega teksta. Tukaj sem nekaj primerov. Recimo najbolj tipičen je marazmus senilis, oziroma stara osnovna moglost, pa vse te besede, ki pomenijo praktično isto zadevo. Nekaj v poteku raziskave. Jaz sem se raziskave lotil amatersko. Torej, najprej sem se lotil kar direktno virov. Preden bi karkoli prebral od literature, sem šel direktno na vire. In sem imel seveda takoj težave. No, ko sem te vire nekako z mukoma obdelal, tudi s pomočjo mnogih, ki jih bom tudi na koncu menil, sem šel narediti rodovnik in potem sem okrog rodovnika napletel podatke o kmetijah, kaj se dogaja s kmetijam, in šele na to sem šel potem na urbarje, katastre, pa druge vire. Potem sem naredil nekaj ugotovitve in potem sem šel pa na literaturo. Potem sem ugotovil s pomočjo literature, da je bilo kar nekaj napak in tisto, kar je bilo narobe, sem popravil. Potem pa prišel do nekih zaključkov. Zdaj, rodovnik sem sestavil, je dokaj standarden po enem delu, po drugem delu je malo standarden in tukaj gor je opis, kaj vsebuje rodovnik. Jaz bom omenil samo najbolj zanimive zadeve tukaj. Zanimivo je to, da so se ljudje dokaj pogosto poročali. To, če človek se ne poglobi v to in če išče samo ene poroke, se ne zavedaš, da so bile smrti pogoste, pa poroke tudi dokaj pogoste. Pa tudi to, da so se sorodniki poročali med sabo, je vsaj za to območje, ki ga jaz predstavljam, torej župnija Krka, območje župnije Krke, predvsem je nekaj običajnega. V 3. kolenu ali po 4. kolenu sem najdel kar precej sorodstvenih povezav. Celo danes za nekatere kraje, to je tisti kraj, ki sem ga prej omenil, velja, da so kraj pa je Ambrus, kjer so Gregoriči in je 10 hiš, kjer se piše Gregorič. Še danes velja, da so tam ljudje, starejši pravi, da so malo tako. In da je to zato, ker se poročajo tisti, ki so v bližnjem sorodstvu. Malo bolj ali pa malo na bližnjem sorodstvu. V rodovnik sem vključil tudi hišno ime. Tukaj je treba biti previden, ker hišna imena so se zelo spreminjala. Ker je kmetija propadla, ali pa ker je bila, ko je kmetija propadla, se je lahko zamenjalo hišno ime, ni pa nujno. Moji izsledki kažejo, da so hišna imena jih lahko za veliko zanesljivostjo postavili nekatera v 15. stoletje, nekatera so pa dosti mlajša in so se tudi držala krajši čas. Zdaj,
v času Primoža Trubarja, če je kdo prebral članek od profesorja Golca, tam piše, da si je Trubar priimek dal po svoji materi. In v tistem času so me zasadili nekaj primerov, ko so se tudi te predniki poimenovali po funkciji. Recimo, prej je nek drug priimek, ko je dobil župansko funkcijo in je pomagal pri krčenju gozda, je dobil pa priimek župana v tistem času. Po tisti hrib, ko so ga skrčili, se pa še danes imenuje po njegovem prejšnjem priimku Blatnik, na primer. Tukaj nekaj še mogoče glede velikosti kmetije. V redovnik sem vključil, bom dal kar za primerga, tudi velikost kmetije, kjer sem pač to lahko ugotovil. Zdaj se tukaj postavlja vprašanje deljivost oziroma nedeljivost kmetije. Večinoma so urbani zelo skopi, kar se tega tiče, ampak nekateri, ki sem jih imel v rokah, recimo Krški, urbari Župnije Krka, so glede tega precej podrobni in tudi pišejo o tem, kdaj je nekdo kupil parcelo, neko večjo parcelo. In to potem ne vpliva na velikost kmetije. Še vedno je to ena huba, čeprav je dokupil nek tran, recimo za 9 kron ali pa za 3 krone. Tukaj v rodovniku boste videli, da so ponekod OK, da piše OK. Kaj to pomeni? V tistem času, recimo 18. stoletje, ne recimo, ampak 18. stoletje, so župniki praviloma, nisem našel niti enega primera, da bi župnik napisal, da je bil nekdo star manj, kot je dejansko bil. Rajše so zapisali 10 let več, kot pa 1 leto premalo. Zdaj tukaj sem napisal število bratov in sestrov. To sem zapisal samo tam, kjer se mi je zdaj smiselno, to pa zato, ker so nekateri poklici izsledljivi samo tako, da človek sledi vse otroke, ker so župniki nedosledno zapisovali imena poklicov. Če je bil nekdo mlinar, je bil lahko zapisan pri eni poroki otroka, pri drugih pa ne, ali pa pri enem rojstvu otroka, pri drugih pa ni bilo zapisanega priimka. Druga posplošitev pa je, da so zelo pogosto župniki zapisovali kar splošno Bauer ali Rustikus za kmeta. Čeprav je imel neko obrt, ali pa čeprav je bil primarno nek obrtnik, zraven imel pa recimo kmetijo, pa hlapce na kmetiji. Zdaj bom predstavil nekaj primerov, ki so bolj zanimivi. Mihajl Jerše je bil kmet, jaz sem tukaj dal v navednice svobodnjak, zaradi tega, ker ne gre za pravega svobodnika, vsaj tega ne moram trditi, ampak gre za nekakega polsvobodnika, zaradi tega, ker je on in solastnik tega mlina, sta zapisana v urbarju iz časa Marije Terezije kot edina, ki nimata tlake, tlaške obveznosti, torej ne opravljata tlake, in ne plačujeta male pravde. In še nekaj drugih malenkosti dajatov poleg, ki jih ona dva nimata. Zaradi tega sem napisal v navednice svobodnjaka. To bi bilo treba še mačkam bolj raziskati, da bi pa lahko vam potegnil neko trdnejši sklep. Tukaj je zapisano gor, kaj vse je pripadalo pod ta mlin. Slika v ozadju je okno v mlin. Mlina nisem celega slikal zaradi tega, ker je nov lastnik naredil prizidek, pa nad mlinom gradi nekaj, ampak mlin je bil obnovljen leta 1839. Zdaj pa te podatki, ki vidite gor, cesarski mlin, to piše oklepaj urbar. To pomeni, da sem jaz črpal ta podatek iz urbarja, da je bil mlin cesarski in je bil zelo verjetno kot tak voden prej v okviru vicedomskega urada oziroma njegovega računovodstva. Kovačija je omenjena prav tako v tem urbarju, Žaga pa se omenja od 1760 naprej, prej pa ni zapisal o Žagi. Je pa kar slovenjeno zapisano iz Žage. Vinograd
to je zgodovinskega registra, zdaj pa tudi literatura, ne? Kaj to pomeni, to bi mogoče mogel pojasniti. V literaturi sem jaz dobil podatke, da kdor je imel žago, še posebej v tistem času, da je imel nujno vsaj 2 konja. Zato sem jaz tukaj dal prepis 2 konja in literatura zraven. Problematika poklica sem razložil malo prej, zdaj pa sledenje priimka. Problem je v teh časih 18. stoletja, pa prej, je slediti priimek. Zaradi tega, ker se posamezniki imenujejo, priimek se piše na različne načine, pa tudi hišno ime se včasih napiše. Recimo za Mihaela jaz nisem našel podatka o smrti, zaradi tega, ker je bil voden kot Muhec, je bil napisan. Ni bil napisan po njegovem priimku. Zanimivost pri tem pa je, da je bil njegov vinograd, da je bil z vinogradom podložen pa drugemu zemljiškemu gospodu. Torej, po vinogradu je bil podložnik, po kmetiji, torej enem gruntu, pa mlinu je bil pa nepravi podložnik oziroma neke vrste svobodnjak. Anton Maver, kmet. Anton Maver je bil doma v Gabrovki, Mihael je bil pa iz Zagradca, Zagradec pri Fužinah. Anton Maver je zanimiv zaradi tega, ker je bil poročen 5-krat in vsakič v drugi župniji. To je zgovoren podatek. Zapis piše mojstrstvo poroke. Mojstrstvo poroke pa zaradi tega, ker se je vedno njegova rodbina, oziroma njegovi starši so vedno uredili poroko z bogato nevesto. Bogato pa zaradi tega, ker sem šel preverjati podatke v franciscejskem katastru o velikosti kmetije, sem pa seštel sem tiste parcele, pa iz urbarja sem videl pa podatke o dejatvah. Ukvarjal se je, kako je plačeval davke. Davke je plačeval tako, da je med drugim delno jih je plačal v denarju, delno v naturalje, delno pa je tudi prevažal Hrvate. Tam se potem v tistem urbarju nekaj, kar se potem pojavlja tudi izraz olivarjev, ki ga zaenkrat, če nisem razvozlal, je pa to je to ugibanje na take vprašanje. Ali gre za oljke ali ne, to je zdaj še stvar debate zaenkrat. Anton Maver je tudi zanimiv zaradi tega, ker je v urbarjih so primeri trgovine z parcelami. In takrat on je kupoval parcele v letih 1780, ko še ni bilo nobenega katastra, razen terezijanskega, ki pa ni popisal parcele. Je samo popisal donos na podlagi posevka. Zato je tudi ta primer trgovine zanimiv, ker so se vse te parcele, ki so bile samo 3, so imele v imenu v ograji, torej so bile ograjene, so tako vedeli pač velikost parcele. Nekaj, kar v veri oziroma v literaturi tudi nisem zasledil, je to, sem pa ugotovil, recimo pri moji raziskavi, je, da desetinski registri pogosto razkrijejo dodatno dejavnost ali pa neko vsestranskost oziroma poklic kmeta. Ker kmet, ki ne plačuje desetine, oziroma ima tam pri desetini recimo od mladiška desetine, naprimer, ali pa desetina od čebelih panjev, če se to ponavlja, če je več teh dajatev neobstoječih, to namiguje, da je šlo za nek poklic oziroma za neko obrt pri nekem kmetu in v nekaj primerih, v 2 sicer samo, mi je uspel to tudi dokazati. Pol se recimo pojavi tak kmet, kot je zapisan kot krojač, za moj primer govorim, kot krojač v poročni knjigi. Ta Martin Med, za katerega ne morem trditi, da je bil kmet, lahko pa trdim, da njegovi predniki niso bili meščani, razen če je seveda spremenil priimek, bom vedno obstaja. On je zanimiv predvsem zaradi tega, ker se je pospel v 20 letih, težka knjiga Žuženberga pokaže, da se je pospel v 20 letih iz dna mestnega sveta na vrh, v samo Trojico.
V tej trojici na vrh so bili ponavadi, je bil kakšen odvetnik, pisar, pa v enem primeru tudi kipar, in on je bil, tik pred smrtjo je bil na prvih 3 mestih. Verjetno gre za trgovca, ta sklep vleče iz literature, naprimer od Sergeja Wilfana, Pravna zgodovina. Zanimivo pri temu je, da se da celo ugotoviti, kje točno je on živel, to pa samo zato, ker je v urbarju zapis Am-Rajn. Če pogledamo v kataster, vidimo, da je tam reka Krka, nad reko, tako je ob reki je grad, na drugem bregu je pa cerkev. In potem je približno se da sklepati, da je verjetno živel ali na robu mesta, torej onstran cerkve, ali pa na robu v smislu ob reki. Na drugi strani, torej ne pri gradu, ampak na tisti strani, kjer je bila cerkev, na drugi strani. Še en primer bom opisal. Mihael Potokar je kmet, on je pa zanimiv zaradi tega, ker je prevzel prezadolženo kmetijo. V urbarju je zapis, ki ga bom pokazal kasneje, to gre za Stiški urbar, kjer je bila ena kmetija tako zadolžena, da je bila zadolžena za vrednost višjo od vrednosti celotne kmetije. To je bilo v urbarju tudi zapisano v nemški in kranjski veljavi in je verjetno zemljiški gospod, torej Stiška cisterca, opat ali njegov pooblaščenec, nasadil oziroma dal predlog za nasaditev novega podložnika. Mihael Potokar je ta predlog sprejel tako, da je oženil hčer gospodarja, ki je zadolžil kmetijo in poplačal del tega dolga. On je poplačal en del je plačal pa njegov sestrin mož, ki je bil pa mlinar. Tukaj ta primer je zanimiv zaradi tega, ker lahko tudi vidimo, kakšna je primščina napram ocenjeni vrednosti te kmetije iz teh zapisov. V tem primeru Mihaela Potokarja mi lahko celo ugotovimo njegovo osebnost, njegovo nasilnost, njegovo upornost. Zakaj? Zato, ker je zabeležen v sodnih protokolih, v nekaterih primerih. Recimo zanimiv je primer, ko je sosedu podrl kolibo in jo odrinil v bližnji potok. V sporu je bil tudi s prejšnjim lastnikom. Mogoče še ta zanimivost. Ko je samostan odsadil, če rečem tako, odsadil prejšnjega imetnika kmetije, ga ni izgnal z kmetije, ampak mu je dal mesto v hiši in tudi neko njivo. In zaradi tega so bili potem kasneje tudi spori, v katere podrobnosti ne bom šel, so pa zanimivi. Mihael Potokar se je poročil z njegovo hčerjo, ki je bila za prejšnjega ženina preveč plodna. To viri navajajo slikovito. Pogrešal sem recimo viri zelo skopo obravnavajo ženske, to je treba takoj povedati. Jih pa obravnavajo. Recimo v mojih primerih sem zasadil ženske, ki nastopajo kot tožnice v okviru patrimonialnega sodišča Cisterca Stična, ko tožijo soseda ali pa sovaščana, ker jim ne vrača denarja, ki se jim ga posodile. Ali pa ker ne vrne neke težke železne ključavnice, ki si jo je sposodil. Ženske so tudi omenjene v urbarjih kot dedinje. Omenja se predvsem, kakšna oblačila dobijo in po kom jih dobijo. In kdo mora skrbeti za njih. Ponavadi je to tisti, ki prevzame kmetijo. Za matične knjige pa večinoma že vemo, kako je, da v tistem obdobju, torej 17-18 stoletje, se ženske poimenujejo po možu, po njegovem priimku, torej recimo, če se mož piše Špan, bo žena Španka, če se mož piše Zoran, bo Zornovka, naprimer. Zdaj pa bom predstavil samo en vir, potem bomo pa malo zaključili. Ta urbar je bil meni osebno najbolj zanimiv, zato ker je zelo bogat s podatki. Tukaj je druga slika,
v ozadju vidite sodni proces glede prevzema kmetije, tiste, ki sem jo prej omenjal, ki je bila prezadolžena. Pisar je zapisal sodni proces na mesto v sodni protokoli. Sodni protokoli so sicer ohranjeni, ampak za leto kasneje potem. Torej, kaj nam razkrije ta Stiški urbar za Hribovski urad od leta 1653 do 1676? Poleg tega, da navede dajatve, navaja tudi druge dajatve. Navaja za ostanke, navaja zneske otlaki, navaja, kdaj so bile dajatve plačane. In tudi plačilo ni bilo fiksno, recimo, da je bilo treba plačati denarje, tako kot moramo danes. Ne? Dajatve so bile lahko ukrite na račun naturali, pa še to primer maslo ali pa teleče meso, les, ali pa tudi z delom. In tukaj ni bilo nekih pravil. V tem urbarju je razvidno, da so nekateri kmetje enkrat je prinesel denarja za 5 goldinarjev, čez en mesec pa denarja za 3 goldinarje, čez 3 dni pa za 2 goldinarje denarja. Potem ga pa 3 leta recimo ni bilo, oziroma v tem ni zapisa, in potem je prinesel neko večjo vsoto denarja na najbližji urad tega gospodstva. Zelo pogosto je v tem urbarju plačevanje primščine z voljmi, s parom volov ali pa z enim volom. To je bilo zelo pogosto, ker vol je bil, pač takrat je imel neko vrednost, ki je ustrezala, če čisto na grobo rečem, recimo en vol je bil tam od šestine do tretjine primščine. Primščina pomeni, za tiste, ki ne veste, pomeni dajatev, ki jo kmet plača zemljiškemu gospodu za prevzem kmetije, da postane imetnik kmetije. Zdaj bom pa na hitro šel samo čez nekaj izbranih virov, ki po mojem mnenju so, oziroma po mojih skromnih izkušnjah, so skromno obravnavani v literaturi. Terezijanski kataster je bil meni v veliko pomoč, ker je zelo bogat in popisuje včasih do osebe natančno, kaj je kmet dajal župniku, učitelju, mežnarju, zemljiškemu gospodu. In tudi po nekaterih primerih obstajajo dvojniki terezijanskih katastrov, ki imajo tudi opisane donose posameznih polj. Južefinski kataster je manj zanimiv, ampak ima nekatere zapise tudi o stavbah, ki so bolj zanimivi, ali pa o gostaških stanovanjih. Če je nekdo bil gostač, ga lahko tam noter zasedimo. Zdaj bom pa je zaključil in bom vam dal besedo za vprašanje. Zahvalil bi se pa Liljani, Alenki, Rajmundu in Tadeju. Liljana, hvala za vabilo, za predavanje in za pomoč. Alenka, vam tudi Rajmundu danes. Tadeju bi se pa zahvalil še posebej, ker sem ga na začetku svoje raziskave najbolj nadaljeval z temi osnovnimi vprašanji, ko mi še ni šlo, ko mi zgodovina še ni to šla. In pa vsem sorodnikom, ki ste se odločili za sodelovanje pri raziskavi. Hvala za pozornost. Hvala Emiliju za mišljeno strukturirano, tudi metodološko in sicer zelo zanimivo predavanje. Mislim, da se vsi strinjamo. Veseli me hkrati, da smo spet zbrali zelo različnih predstavniki različnih profilov, različnih zanimanj. Bi se v tej priložnosti tudi rada zahvalila sodelavcem projekta Sistori, ki snema danes to predavanje in bo snemala tudi vaša vprašanja in odgovore, ampak to ne pomeni, da jih postavljate čim manj, ampak lepo povabljeni tudi, se mi zdi že naslov kmetova Nasti sama, posebej smo dali narekovaj, Juri se odločil brez narekovaja in še druge stvari verjetno, kar kličajo po vprašanju. Tako da kar pogumite se in lepo vprašate Jurija in Juri, kot ste videli, zelo lepo odgovorili. In bi vprašala, kaj je to mala prava?
Ja, mala prava je dajatev, ki jo kmet daje svojemu zemljiškemu gospodu. Ponavadi v obliki, recimo, jajc, piščancev. To je kot del neke... Kaj je bila pa velika pravda? To je bila pa glavna renta. Renta za kmetijo. To je plačeval recimo, v žitu, lahko tudi v denarju. Tukaj, recimo, ta orvar, ki sem ga predstavil, pokaže, da se je večina plačevala v žitu, ovs, pšenica, za to področje Stiškega samostana. To je bila glavna dajatev zemljiškemu gospodu. Kot nekaj poenostavljeno, kot neka najemnina, bi jaz temu rekel danes. Približno, zelo približno. Lahko jaz poslušam sem še tvoje gledanje na tvoje malo reči pravno. Jaz bi to lepo sporednico potegnil med desetino in knjižem, torej pravdo, kar je šlo gospodu, resniku kmetije, in to desetina prvotno sektu, oziroma pravboljo je že kupiti. Tudi desetina je dajatev, ki se daje od orne zemlje, torej žito. Tudi velika prava v resnici je tako rekoč vezana na orno zemljišče na neki kubi. Mala pravda, to so bila jajca oziroma povezane lanupa, ki je podobnega, oziroma to gremo z denarju, kasneje je pa lepo sporednica za to imenovano kaj je to, mladinino, tako bi to prevedel, torej tisto, kar je treba desetine dajati od prirast živali, recimo od teh, ko so pač, ko se preče krave, povrkle teleta, in ko so svinje imele prašičke, in od čebeljih panjev je podobno sredili nekaj povezavi živali. To je lepo sporednica. To niso v nobenem primeru še davki so bili potem še kasneje. Se pojavljajo pa naklade za nova naklada. To je bilo mogoče, to je moje, recimo, napet. Kuba je pa, če sem že tukaj, kot jaz to razumem, pa kot Vilkan to mislim, da popolnoma lepo razložil, pa vlasnik tudi, to je v bistvu gospodarska enota in je v resnici osnova za obdavčenje. Kuba je, recimo, kot danes rečemo, ne vem, tisočevo. To je tako rekoč neka števna enota, ki pomeni, koliko bo recimo davka pravzaprav so, koliko davka so pobrali, oziroma denarja so pobrali. In je bila tako, kot je rekel predavatelj lepo, v precej širokem razmiku, kar se tiče površine. Odvisno, na kakšni zemlji si imel, gorske pravde so bili čisto drugačne, za vinograde podoljenska. Ja, hvala za pomoč. Kaj si pa recimo ugotovil pri teh genskih boleznih, dednih boleznih, kje se najde recimo? Ena genska bolezen je bila epilepsija, ki se vleče še danes. Ima eden od mojih sorodnikov, ne bom zdaj povedal kateri, ampak se pojavlja v matičnih knjigah, v mrliških matičnih knjigah. In tega pa žal ne moram dokazati, ampak verjetno je povezano. Tisto varstvo, to je najzgodnejša omemba te bolezni, je zavarovanje institucionalnega varstva v zemljiški knjigi. Češ, zakaj je bil nekdo v ustanovi, to je nek indic, ne bi rekel temu dokaz. Poleg tega so pa neki indici, šibki sicer, to, da so moški po tej liniji zelo mladi umirali. Nekateri, spet ne vsi. Tudi ta bolezen, recimo epilepsija, se je prenašala tako, da se je pri nekaterih bolj izrazila, pri nekaterih samo otroštvu. To vem, s pomočjo informatorjev sem to zvedel. Tukaj se nadaljnih trdnih dokazov ne, se pa lahko nakaže, da se to vleče že odprej. Da ni prišla epilepsija šele recimo konec 19. stoletja, ko vemo za njo, ampak so neki indici, da je bila že prej verjetno. Lahko se eno še kakšno besedo
besedno rekel o naslovu, čast in slava, odkot ta naslov, odkot zamisel za ta naslov. Ja, ideja za naslov sem dobil od, mislim, da je bil nek tolminski puntar, ki so ga razčetverili v začetku 18. stoletja. Če se prav spomnim, ne bi on dejal, zdaj mogoče me bodo lahko popravili, mislim pa, da je dejal, da bi moral cesar biti v službi kmeta, oziroma bi moral cesar služi kmetu, ne pa kmet cesarju. To je bila tista izjava, zaradi katere je verjetno tudi sebi naredil veliko škode. Ampak me je dal to idejo, da kmet, kaj pomeni čas? Po SSKJ pomeni čas občutek velike etične vrednosti. Zdaj pa, etika, po mojem prepričanju, izvira iz vesti. Torej, glas vesti človeku pove, kaj je više smiselno, kaj je bolj napredno in gre potem to v zakonodajo oziroma neke predpise in to postane potem etika. Kmet je bil, po mojem mnenju, je bil kmet pred zemljiškim gospodom velik del feudalizma. Je bil kmet nekako tisti, ki je prevzel od zemljiškega gospoda kot nosilec razvoja postal. Prej je bil zemljiški gospod, ki je uvedel hube, ki je krčil zemljo, potem, to je moje mnenje sicer, je pa to malo postal kmet. Ne vem točno kdaj, ampak verjetno v času kmečjih uporov, to malo prej. In zdaj čast in slava. Slava pride kasneje. Čast je malo prej, slava pa malo kasneje. To je moj poskus nekako, da pokažem kmetovo čast in da mu dam neko slavo s tem. Da to, kar je že Valva zagovoril, poskušam nekako upravičiti. Tudi narediti obravnavam kmeta kot plemiča. Pač podrobno, tako kot plemiča, kot osebo. Osebnost, ne kot neko skupino. Ker skupina nikoli nima časti, posameznika pa manj. Aha, še gospod je bil pred vami. Ja, pri takih lepih predstavitvah zgodovinskih družin pogrešam, kar je danes popolnoma izvedljivo in mislim, da bi moralo biti nujen sestavni del take raziskave, tudi genetska slika družine. To se pravi, narediti nekaj osnovnih genetskih analiz, ki jih poznamo, mitohondrijska, Y in tako naprej, ki tudi lahko kaj dodatnega povejo, ne samo, da morda celo se obregnejo kakšne sume dednih ali genetskih bolezni, ampak recimo potrdijo, ovržejo kakšne prekinitve v krvnem sorodstvu, konec koncev pa tudi to, kar antropologi iščejo, daljno poreklo morda vseh teh ljudi. To je en vidik, ki se mi zdi, da bi bilo škoda, če bi ga pri takšnih družinskih, tako lepih izpustili, ker bi bila to mogoče dodatna kvaliteta. Hvala za tole pripombo. Jaz sem se ukvarjal, oziroma sem študiral farmakogenomiko in kolikor sem uspel ugotoviti, nažalost, je znanost še nekako nima dosti trdnih temeljev, da bi neke sklepe, trdne sklepe se iz tega potegnili. Niti zato, da bi recimo na podlagi neke genske kombinacije se predpisovala določena zdravila. Tudi tam še danes, kolikor meni znano nismo. Je pa to vsekako zanimivo, to, kar se je izpostavilo. Predvsem mitohondrijska DNA v moški strani Y, po Y kromosomu. To se po arhivskih tirih težko radi, ne? To se ne da po arhivskih tirih. Ja, to je misli. Tam bilo to samo rodovno. Lahko. Kaj pa še bilo to? Malo govora o otrocih, prosim, zakaj? Slišali smo, da je 75 poročil, da je bila razlog smrt. Tam se potem družinskega zmerati naprej. Ja, število otrok sem izpustil, ker sem napačno domneval, da vsi vemo,
da je bilo otrok ogromno večinoma. Ogromno, za moj primer, recimo, med 13 pa 6. In umrljivost? Umrljivost visoka, zelo visoka umrljivost, razne nalezljive otroške bolezni. Tega je bilo ogromno. Ni bilo navadno, da je od 10 otrok sta preživela, da sta dočekala puberteto 2. To ni nič čudnega bilo. Kar ste pa rekla, glede porok, mogoče samo to je nenavaden primer, da bi se nekdo poročil petka. To je bolj pri plemičih je mogoče to bolj običajno, tukaj pa ne. Nažalost, tudi vzroki smrti za te ženske, ker so umirale med leti 1780 pa 1810, tudi ni zapisal o vzroku smrti, lahko samo domnevamo, kaj več pa ne. So bo vse umrli? Vse umrle. Kakšna je bila pa starostna doba? Recimo, s kolikim leti so umirali, kaj je bilo so 80 leti, koliko bo že 60, 50, tako? Tukaj je bila velika raznolikost. Ne moram povedati neke številke. Umirali so, če bi mogel neko oceno dati, bi rekel med 55 in pa 75. So bili tudi, ampak v manjšini. Jaz sem na kaj primer povem iz sredine 18. stoletja, torej 1754, na primer župnija Šentvid nad Ljubljano, 2800 prebivalcev približno, v župniji. Eden je bil nad 80 let, s tem mislim, da gospodin Šiški, pa mogoče zdaj na pamet govorim 5 nad 70 let, poprečna starost je 22 pa pol let, takrat v župniji. Torej približno je se to razgleda na in to je povačna načinnost na krasne. Ja, demografsko, zaradi tega, ker so na račun smrti otrok, ne, je bilo to. Sam še to, med rodoslovci stalno razpravljamo o tem, v kakšni obliki zapisovati priimek v takšnih pregledih. Vidim, da ste vi avtentično želeli ohraniti takratnih zapisov, čeprav večina teh priimkov je čisto nekaj drugega danes, zapisi. Zakaj ste se odločili ravno za ta zapis? Zato, ker nekako odslikava tisti čas, ker zgodovina po moje bi morala govoriti, pojasniti tisti čas ali pa da sliko v tistem času, zato sem se odločil za avtentični zapis. Uporabil sem pa najzgodnejši zapis o neki osebi v matični knjigi, če je le mogoče, eni od matičnih knjig. Najzgodnejši zapis, ki sem ga našel, je pa potrebno narediti pa slovar za ljudi, ki ne znajo brati tega. Ja, se čisto strinjam, tudi v naših razpravah jaz isto zagovarjam, da je treba to pristnost takratnega zapisa le ohraniti. Se večinoma se le vidi iz priimka, kater je to današnji. Bi bilo pa nerodno, če bi šli malo v levo, v novejši čas, bi pa ti priimki bili drugačni. Na prikaz. Še kakšno vprašanje? Mene bi možda zanimalo, katero rodino in vas ste sploh obravnavali, ali resni povest? Tako. Resa je iz Sušice. Ja, ali Kuželovce, iz Kuželovca žele? Tudi, zato ker zaletelevi iz Kuželovca so del te rodbine, Resarjevi, ne? Ja. To je bila osnova, ampak je zdaj se zdaj je tista hiša porušena, taka sem jo pokazal na sliki, in je tam nov lastnik, ki pa nima nobene sorodstvene vezi. In kako so pa na Kompolje? Kako to mislite na Kompolje? Žlahta. Preseli. Bila je selitev, ja, iz Sušice na Kompolje. Če mi vprašanj, bi se še enkrat zadovoljila bom vsem, pa hkrati povabila 23. marca, bo predaval naš kolega Aleš Gabrič, in sicer o cenzuri v 20. stoletju.